V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi sestre, dragi bratje, vsaka nedelja je nova priložnost, da se napolnimo z Božjo besedo in močjo za ta teden, ki je pred nami. Gospod nas tudi danes kliče, da mu prisluhnemo, mu izročimo vse, kar nosimo v srcu in okrepimo svojo vero. Naj bo to bogoslužje za nas vir blagoslova, upanja in moči, da bomo v novem tednu živeli kot pričevalci Božje ljubezni. Pa poglejmo si obvestila za naslednji teden. Jutri v ponedeljek ob 19. uri bo v cerkvi molitveno srečanje. V sredo ob 19. uri bo v cerkvi biblijsko predavanje z diskusijo na temo kontemplacija kot orodje za premagovanje stresa. V soboto, 8. februarja, ko je državni praznik kulture, pa imamo v cerkvi dan odprtih vrat. Kjer je naša cerkev kulturni spomenik, bo v dogovoru z Dolenjskim muzejem pri nas organiziran voden strokovni ogled cerkvene stavbe in predavanje arhitekta s pričetkom od 16:30. Ob 18. uri pa bomo imeli družabni dogodek, ki smo ga poimenovali Na kavi z evangeličanskimi duhovniki. Namen tega dogodka je, da javnost spozna našo cerkev, naše aktivnosti, naše duhovnike in da lahko vsak vpraša, karkoli ga zanima o cerkvi, teologiji, družbeni vlogi cerkve, verouku, glasbi, liturgiji, sakramentih in podobno. Vsi ste dobrodošli. V nedeljo, 9. februarja ob 10. uri pa imamo osrednje bogoslužje. Naslednjo nedeljo popoldne bomo imeli tudi prvi skupni nedeljski pohod, ki jih bomo pod okriljem cerkve organizirali čez celo leto. Prvi nedeljski pohod bo torej naslednjo nedeljo s pričetkom ob 14:30, trajal bo 2 uri zmerne hoje. Zbirno mesto je na parkirišču pri gasilnem domu v Šentpetru oziroma v Torcu. Se opravičujem. Tam bomo pustili avtomobile in se peš odpravili do Jasena v Torcu. Od tam pa bomo nadaljevali do Struge. Trasa je pohodna, je lahka, večinoma poteka po gozdni poti. Na nedeljski pohod lahko povabimo tudi svoje prijatelje, saj bomo tako tkali medsebojne vezi. V primeru slabega vremena se pohod predstavi za 1 nedeljo naprej. Za več informacij je na voljo Rebeka Jovanovič. Sporočamo, da se najstarejša vernica naše cerkve Antonija Ivanež preselila v domu starejših občanov v Šmihelu, kjer jo lahko obiščemo in jo tako razveselimo. Cerkev se zahvaljuje vsem, ki ste se prijavili za sodelovanje v Trubarjevi bralni znački. O vseh nadaljnih aktivnosti boste vsi prijavljeni obveščeni po elektronski pošti oziroma preko SMS sporočila. V naslednjem tednu je organizirana molitvena veriga v obliki posta. Vsi zainteresirani se lahko obrnejo na Lejo Brkić. Sedaj pa si bomo pogledali še nekaj fotografij, namreč v sirotišnici Kasa v Ugandi so te dni pobrali krompir na njivi, ki so jo kupili pred 1 letom. Njivo so kupili z denarjem, ki smo ga skupaj z glasbeno šolo Lipičnik zbrali na dobrodelnem koncertu in bazarju pred dobrim letom, decembra 2023. Pa si ga poglejmo.
Lahko smo zadovoljni, ker vidimo, da so dobro unovčili zbrani denar in da so otroci v sirotišnici Kasa delovni in da je krompir lepo obrodil. Ta teden so prejeli tudi finančna sredstva, ki smo jih zbrali decembra 2024, torej nedavno. Sedaj pa bomo zapeli prvo pesem, ki pravi: Sklenil hoditi sem za Gospodom. Amen. Izvolite sesti. Biblično vodilo za ta teden je iz knjige preroka Izaije, 60. poglavje, druga vrstica, drugi del vrstice. Pravi pa takole: Nad teboj pa vzhaja Gospod in njegovo veličastvo sije nad teboj. Sedaj pa prisluhnimo še besedam čudovitega psalma. Gospod kraljuje, naj se raduje zemlja, naj se veselijo nešteti otoki. Oblak in mrak ga obdajata, pravičnost in pravica sta temelj njegovega prestola. Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost, vsa ljudstva vidijo njegovo slavo. Veselite se, pravični v Gospodu, zahvaljujte se spominu njegove svetosti. Amen. Dragi sestre, dragi bratje,
sedaj pa priznajmo svoje grehe pred Gospodom. Gospod, naš nebeški Oče, priznavamo in obžalujemo vse temno, kar je bilo v naših besedah in dejanjih, zaradi česar nismo izpolnili Tvoje volje, bližnje pa smo prizadeli. Upamo pred Tvojim svetim obličjem, da uslišiš našo prošnjo in se nas usmiliš. Poslušajmo še besede milosti in slavospeva. Kaj ti Bog, ki je rekel, iz teme bo zasvetila luč, je zasijal v naših srcih zaradi razsvetljenja Božjega veličastva na obličju Jezusa Kristusa. Amen. Naše bogoslužje bomo nadaljevali s pesmijo Naj se po volji Tvoji zgodi. Izvolite sesti. Današnje berilo je iz Evangelija po Mateju 17. poglavje od 1. do 9. vrstice, pravi pa takole. Čez 6 dni je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal na visoko goro na Samo. V pričo njih se je spremenil. Njegov obraz je zasijal kot sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč. In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija, ki sta govorila z njim. Oglasil pa se je Peter in je rekel Jezusu: dobro je, da smo tukaj, Gospod. Če hočeš, postavim tu 3 šotore, tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega. Ko je še govoril, jih je obsenčil svetel oblak in glej, glas iz oblaka je rekel: ta je moj ljubljeni sin,
nad katerim imam veselje. Njega poslušajte. Ko so učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili. In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in rekel: Vstanite in ne bojte se. Ko pa so povzdignili oči, niso videli nikogar razen Jezusa samega. In medtem, ko so šli zgore, jim je Jezus zapovedal: Nikomur ne povejte, kar ste videli, dokler Sin človekov ne bo obojen od mrtvih. Drage sestre, dragi bratje, ko so šli učenci z Jezusom na goro, je to pomenilo pot napora in iskanja Božje bližine. Vzpon na goro zahteva trud, vztrajnost, odpoved udobju in zaupanje tistemu, ki te vodi. Gora v Svetem pismu je velikokrat kraj Božjega razodetja. Gora simbolizira približevanje Bogu, oddaljenost od vsakodnevnega hrupa in prostor, kjer človek lahko globlje vstopi v molitev in odnos z Bogom. Učenci so zaupali in sledili Jezusu, ne da bi vedeli, kaj jih čaka na gori. Podobno tudi mi na poti vere pogosto ne vidimo končnega cilja, vendar smo poklicani k zaupanju in hoji za Kristusom. Vedimo, da gora ni neskončna, vedno je na vrhu svetloba, tudi takrat, ko mislimo, da vrha ne bomo nikoli osvojili. Pomembno je, da vztrajamo in ne obupamo. In pesem, ki jo bomo zapeli v nadaljevanju, govori o tej Božji lepoti in svetosti. In vabim, da ostanemo, kdor lahko, in zapojemo to čudovito pesem.
Gospodova večerja je največji izraz krščanske edinosti. Vsi jemo isti kruh, Kristusovo telo, in vsi pijemo iz istega keliha, ki nas povezuje v Božjo družino. Verujemo to, kar je Jezus rekel tisto noč, ko je bil izdan. Vzemite, jejte, to je moje telo in to je moja kri zaveze. Apostol Pavel je potrdil, da je Gospod Jezus ustanovil Gospodovo večerjo tisto noč, ko je bil izdan. Grški izvirnik za besedo izdan pove, da gre za dejanje, ki še traje. Običajno mislimo, da je Juda Kristusa izdal s poljubom tisto noč v Getsemanskem vrtu. V resnici to izdajstvo še traja in je neprekinjeno. Danes smo na drugačen način izdajalci tudi mi, zato vabim vse nas k molitvi kesanja. Naš Bog, ljubeči Oče in Gospod usmiljenja, vabiš nas, da smemo biti gostje pri tvoji sveti mizi. Priznavamo, da nismo dobri gostje, kajti živimo po svojem prepričanju, po izvrševanju tvoje volje pa se ne sprašujemo. Zato priznavamo, da grešimo hote in nehote, v mislih, besedah in dejanjih. Veliko slabega storimo in veliko dobrega opustimo. Žal nam je zaradi naših grehov in zamujenih priložnosti. Zato se kesamo in prosimo za tvoje milostno odpuščanje. Jagnje Božje, ki odvzameš greh sveta, usmili se. Kristus, usmili se. Amen. Naj luč vere, ki izhaja iz svetega krsta, razsvetli dušo, da bo čisto sprejela dar večnega življenja. Gospodova večerja ni nekaj, kar delamo samo ob nedeljah, ampak je način krščanskega življenja. Zato vas vabim vse skupaj, da bomo ustali in da bomo zapeli molitev Oče naš, katera je tudi molitev cerkve. Lahko si pa podajamo roke kot znak edinosti.
Naš Bog in Gospod, prosimo te, posveti ta kruh in to vino po svojem svetem duhu, da bomo jedli od kruha življenja in pili iz keliha odrešenja, ki je telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa, in bomo tako v edinosti med seboj in z vsemi kristijani, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Blagor tistim, ki so povabljeni na jagnjetovo svadbeno gostijo. Vzemite in jejte od kruha življenja, to je Kristusovo telo za nas darovano. Ker smo kot cerkev eno, bomo vsi skupaj vzeli. Vzemite in pijte iz keliha odrešenja, to je Kristusova kri za nas prelita.
Ker smo eno v Kristusu, bomo vsi skupaj vzeli vino. Vsemogočni Gospod, zahvaljujemo se ti za tvoje nežno usmiljenje. Spet si nas nahranil pri svoji sveti mizi, svojim telesom in krvjo in nam podaril predokus vesele nebeške pojedine. Bog resnice, tvojo slavo smo videli na svoje oči in svojimi rokami smo se dotaknili kruha življenja. Ljubeči in najbolj sočutni Gospod, hvala ti, ker si nas očistil svojo svetostjo, da bomo ljubili in oznanjali evangelij, odrešenja vsem stvarstvu in bili pripravljeni na večnost s tabo. Amen. Izvolite. Lahko sedete. Na vrsti je utrinek za otroke. Dragi otroci, zdaj je čas za vas. Pridite tudi tisti, ki ste gor na galeriji. Zelo lepo vas je videti. Otroci, za vas imam eno veselo novico. Vem, da jo že vsi veste, to da kljub temu vas bom vprašal. Kaj menite, ali vas ima Jezus rad? Ja. Super. Jezus ima vsakega otroka rad, pa tudi nas, odrasle, ima Jezus rad. Kaj imam to v levi roki? Kdo mi bo... Ti si rekel sol? Še kdo? Povejte. Bravo. Sol in poper. Kdo mi bo povedal, kje uporabljamo sol in poper? Bravo. Imaš rad pico? Super. Kje pa sol? Tudi pica. Sol in poper uporabljamo pri hrani. Ponavadi sta to v podobnih posodicah, toda v notranjosti nista enaka. Vsak ima svojo barvo in vsak ima svoj okus. Pa kljub temu pašeta drug drugemu. Na kaj vas še spominjata sol pa poper? Bo kdo povedal? Lahko kdo od odraslih pove?
Sol in poper nas spominjata na prijateljstvo. Tudi ljudje smo zelo različni, a kljub temu najdemo skupno točko, da smo skupaj. Soljo in poprom, tudi če je hrana slaba, s temi dodatki jo lahko popravimo, poboljšamo. Pravi prijatelji, kot ste vi med seboj, lahko sprejmejo slabo situacijo in je spremenijo v dobro. Kaj pa je za vas slaba situacija? Bo lahko kdo povedal? Ko se kakšni od vaših prijateljev na šoli stepe ali skrega, kaj morate vi narediti? Bravo. Pa kaj še? Ja, tudi to je res. Vedno, ko je kakšna taka situacija, ko vas hoče kdo pretepsti, vedno delajte na tem, da ga pomirite. Če se pa ne da, pejte stran, da boste umirili situacijo. Bodite prijatelji drug drugemu, kot je Jezus vsem vam prijatelj. Jezus je z vami doma, v šoli, na igrišču in povsod. Zato imejte radi Jezusa. Tudi vi odrasli. Jezus je z nami povsod. Zato zdaj, dragi otroci, hitro v vaših učilnicah, kjer vas čakajo vaše učiteljice, da vam še kaj lepega povedo o tem Jezusu. Mi pa se bomo bližali Božji besedi, predtem pa pobrali še kolekto s pesmijo Moč je moja v tebi. Milost vam in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Drage sestre, dragi bratje, zagotovo smo se vsi tu prisotni vsaj enkrat soočili s tem, da smo bili na razgovoru za službo. Morda je po tem razgovoru nekdo od nas slišal tisti tipični stavek: žal smo za delovno mesto, za katerega ste se prijavili, izbrali drugega kandidata. Ali pa nam sploh niso odgovorili.
Grozno, kaj ne? Pravzaprav niti ne veste, zakaj ste dobili negativni odgovor. Diplomirali ste s precej dobrim povprečjem, imate že kar nekaj delovnih izkušenj, pa tudi sicer se smatrate za kar prijetno osebo. Veste, ko sama s kandidati opravljam razgovore za službo, pogosto naletim tudi na kakšen manj primeren odgovor kandidatov, ki vključuje močno kritiziranje prejšnjega šefa, ki ga opišejo kot nesposobnega povzpetnika, ali pa rečejo, da se niso uspeli pozanimati, kako deluje naša služba, ker se je včeraj pijača malce zavlekla. Še boljši so tisti, ki me najprej vprašajo, kakšna je plača, da vidijo, če se splača delati pri nas, ker ravno varčujejo za nakup novega avtomobila. Zelo zanimivi so tudi opozicionalni in pasivno-agresivni odgovori kandidatov, ki pravijo, da nimajo prav nobenega vprašanja zame, ker so itak mislili, da jih bom jaz kaj vprašala, pri čemer, ko so zaprošeni, da se na kratko predstavijo, poslušam polurni monolog samohvalisanja in promoviranja sebe. Poznamo? Zagotovo imamo različne izkušnje, bodisi pozitivne, bodisi negativne. Sedaj pa si poglejmo še eno izkušnjo zares nenavadnega, nevsakdanjega razgovora za službo, o katerem beremo v 2. Mojzesovi knjigi v 3. poglavju od 1. do 8. vrstice. Prosim, če vstanemo. Pravi pa takole. Mojzes je pasel drobnico svojega tasta Jitra, midjanskega duhovnika. Ko je nekoč prignal drobnico daleč v pustinjo, je prišel k Božji gori Horeb. Tedaj se mu je iz sredine grma v ognjenem plamenu prikazal Gospodov angel. Pogledal je in glej, grm je gorel s plamenom, a ni zgorel. Mojzes je rekel, moram stopiti tja in si ogledati to veliko prikazen, kako da grm ne zgori. Ko je Gospod videl, da prihaja gledat, ga je Bog poklical iz sredine grma in rekel, Mojzes, Mojzes. Rekel je, tukaj sem. Bog je rekel, ne hodi sem, sezuj si sandale z nog, kajti kraj, kjer stojiš, je sveta zemlja. Potem je rekel, jaz sem Bog tvojega očeta, Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov. Tedaj si je Mojzes zakril obraz, kajti bal se je gledati v Boga. Gospod je rekel, dobro, sem videl stisko svojega ljudstva, ki je v Egiptu, in slišal, kako vpije zaradi priganjačev. Da, poznam njegove bolečine. Zato sem stopil dol, da ga rešim iz rok Egipčanov in ga popeljem iz te dežele v lepo in širno deželo, v deželo, v kateri se cedita mleko in med. Hvala Bogu za njegovo sveto, neminljivo besedo. Lahko sedete. Moja prva današnja misel je vezana na življenjepis. Tako kot takrat, ko pošiljamo prošnje za službo. Predstavljajte si, da v svoj življenjepis napišete nekaj takega. Jaz, Mojzes, pasem drobnico svojega tasta Jitra, midjanskega duhovnika. Ko sem nekoč prignal drobnico daleč v pustinjo, sem prišel še k Božji gori Horeb. Pa pričnimo najprej z imenom. Zagotovo bi se vsak od nas na svoj življenjepis podpisal svojim popolnim imenom in priimkom. Mojzes se na svoj življenjepis podpiše z imenom nikogaršnji sin. Kako to vem? Kdo je Mojzes? Etimologija samega imena kaže na igro besed v zvezi z imenom Mojzes. Če bi to prevajali iz hebrejščine, to za Jude sicer pomeni povleči iz ali vzeti iz nečesa, ampak iz njegove biografije vemo, da je Mojzesa rešila faraonova hči, ki pa zagotovo ni govorila jezika judovskih sužnjev in je zelo, zelo malo verjetno, da je dečku dala judovsko ime.
Zato je najverjetneje, da je dobil kar egipčansko ime. Tipična egipčanska imena najdemo tudi v drugih sorodnih dokumentih, recimo Ahmozes, Tutmozes, Ptamozes ali Ramzes. Ta egipčanska imena so vedno sestavljena iz dveh delov. Ime božanstva na začetku, recimo Ra, Tut, Pta, in potem Mozes ali Mojzes, kar pomeni dobesedno sin od. Zelo hitro lahko zaključimo, da pri imenu Mojzes ali Mozes manjka sprednji del. Čigav sin je torej Mojzes? Ne vemo. Zaključimo lahko, kajti pri njegovem imenu manjka prvi del, da je Mojzes nikogaršnji sin. Nima znanega porekla. Ne ve, kdo je. Tudi mi danes lahko vlečemo vzporednice z Mojzesom. Če bi nas danes nekdo vprašal, kdo smo, kaj bi odgovorili? Kako bi se podpisali na svoj življenjepis? Ali bi se sklicevali na svoj priimek, svoje poreklo, svoje znanje, talente, ideje, izobrazbo, ali bi se morda sramovali svojega porekla, preteklih slabih izkušenj in zavoženih priložnosti? Mojzes, ki je bil v tistem času vzgajan kot faraonov potomec, je bil zagotovo najbolj izobražen, jedel je najboljšo hrano, učil se je od največjih modrecev, vendar je v Egiptu zgrešil zločin. Zato je res, da malce težje dobil službo, bi rekli danes. Imel je preveliko in predolgo kartoteko neizpolnjenih obljub, napačnih odločitev, dejanj in grehov. Njegov življenjepis je sicer imel kar nekaj pohvalnih točk, predvsem glede izobrazbe in porekla, a hkrati je imel precej slabih in negativnih delovnih izkušenj, predvsem iz Egipta. Veste, Egipt v teologiji, v Svetem pismu predstavlja prispodobo dežele greha. Tudi mi vsi imamo na svojih plečih breme krivde. Zato večkrat pobegnemo v puščavo, tako kot Mojzes. Puščava pa je kraj samote. To je kraj premišljevanja, ko gre človek vase, ko razmišlja o tem, kdo sploh je. Danes, dragi zbrani, se v sodobnem svetu vse bolj in bolj soočamo s krizo identitete. Mama hoteli so polni, stanovalci mama hotelov pa se ne postavijo na noge niti v starosti čez 35 let. Odlašamo z odraščanjem, odlašamo z izbiro poklica, pogosto si premišljamo, odlašamo z vzpostavljanjem resne partnerske zveze in se gremo raje vikend variant. Odlašamo z ustvarjanjem družine, ker raje uživamo in živimo bojda lahkotno življenje brez otrok. Ne najdemo sebi primerne službe, ker smo ves čas nezadovoljni s plačo, dopusti, delodajalci, uporabniki in potem raje kar ostanemo doma. Niso nam všeč izdelki v trgovinah, ker imajo preveč ejev, zato uvajamo včasih nove načine prehranjevanja in se hranimo kdaj tudi slabše kot živali. Motijo nas luknje na cesti, zato nov avto, ki si ga kupimo, raje držimo v garaži in ga ne uporabljamo, da se ne bi uničil, saj smo za njega odšteli kar nekaj tisoč evrov. Moti nas vreme, ki je enkrat preveč sončno, drugič preveč vetrovno, zato raje ostajamo zaprti v hiši in ždimo pred računalniki. Ne zaupamo vase, v svoje sposobnosti. Danes se ljudje ne bojimo več neuspehov, pač pa tudi uspehov. V porastu je strah pred tem, da bi bil človek uspešen. Kriza identitete. Vam je znano? Kdo sem? Imam ime, ki mi je lastno in kaže na moje unikatne lastnosti. Imam tudi priimek, ki ga dedujem po starših in krvnih sorodnikih in mi daje občutek pripadnosti. Pa jo dejansko čutim? Vse to se je dogajalo tudi Mojzesu. Mojzes kot ubežnik pred grehom, lastno senco. Mojzes, ali če bi pravilno prevedli njegovo ime, nikogaršnji sin, ki kljub visoki izobrazbi,
dobremu družinskemu pedigreju in zadostni finančni podpori ne ve, kaj bi v življenju počel, kaj bi delal, s čim bi se preživljal, kakšen je smisel njegovega življenja. Ta nikogaršnji, a dobro educirani sin, ki je imel odprte vse možnosti, pobegne v puščavo. Ima polno glavo vsega, razočaranje nad svojo nesposobnostjo, nezmožnostjo, počuti se krivega. Potem pa sledi priporočilno pismo in referenca. Psiholog Erich Fromm je nekoč naredil analizo in zelo pravilno ugotovil, da ljudje sebe dosti raje in dosti bolj definiramo s tem, kar imamo, kot pa s tem, kar smo. In sicer že na jezikovni ravni. Pomislite, kdo od nas pravi, da je žena, da je mati, da je uslužbenka, da je voznica, da je prebivalka, da je prijateljica. Dosti raje operiramo s pojmi, kot so imam moža, imam otroka, imam službo, imam hišo, imam avto, imam prijatelje. Imeti ali biti? To je sedaj ključno vprašanje. In enako se dogaja liku iz naše zgodbe svetopisemske Mojzesu. Sprašuje se, kaj vse je imel, kaj vse bi lahko ponudil v svojem življenjepisu, a kaj, ko je tista ena samcata napaka, ena napačna odločitev spremenila tok njegovega življenja. Sedaj se ne more več ponašati s tem, kar ima, ampak bolj s tem, kar je. Bolj s tem, kdo on je. Človek z napakami. In koga si bo tak človek z napakami našel kot referenco ali priporočilo za iskanje dela? Iz svetopisemskega zapisa izvemo, da se Mojzes v puščavi sreča s človekom, ki mu je ime Jitro. O njem ne vemo kaj dosti, le to, da je v Svetem pismu najpogosteje predstavljen kot Mojzesov tast, čeprav so zanj uporabljena različna imena, Jitro, Reguel, pa tudi Hobab, to vidimo v Mojzesovih knjigah. Toda v tistem družbenem času zagotovo družba še ni bila tako razvita, da bi uporabljali imena, kot so tast in tašča. To je bolj moderno za nas danes. Tudi največ šal imamo na to temo, kar se tiče sorodnikov. Je pa iz biblijskih komentarjev zelo, zelo jasno možno razumeti, da Jitro predstavlja patriarha družine, v katero se Mojzes priženi. Dobesedno ime Jitro pomeni njegova ekscelenca. Najverjetneje je Mojzesov svak. Torej, nikogaršnji sin Mojzes s poroko dobi novo družino, dobi novo ime, novega zaveznika, Jitra. Vemo tudi, da je Jitro midjanski duhovnik, pri čemer iz zgodovine Izraelcev vemo, da je postal spreobrnjeni Jud in še danes obstaja določeni del Izraelcev, ki izhajajo iz Midjancev. O Jitru in njegovi osebnosti vemo to, da je umirjen, da malo govori, tisto, kar pove, pove pametno. Lahko bi rekli, da je preudaren, introvertirani ekonomist, ki ima zelo veliko podjetje, ukvarja se predvsem z ovčerejo. Ima monopol nad tedanjimi gospodarstveniki in ta njegova ekscelenca med se sprejme nikogaršnega sina Mojzesa. Pravzaprav je ta Jitro najbolj zaslužen, da Mojzesa opogumi, da se prijavi na razgovor za službo pri Bogu. Ne samo to, uredi mu dobro ženo, priskrbi mu dobro službo, pomaga mu pri izgradnji njegove identitete. Danes bi rekli, da mu napiše referenčno ali priporočilno pismo, ga priporoči in v njem prepozna njegove kvalitete, sposobnosti in talente. Dragi zbrani, morda pa je na tem mestu, da se tudi mi vprašamo, kdo je naš Jitro. Vsak od nas ga zagotovo ima. Kdo je oseba, ki nam stoji ob strani in nas posluša, nam pomaga in krepi našo identiteto?
Kdo nas je sprejel točno takšne, kakršni smo? Kdo nas je v končni fazi pripeljal sem, na ta kraj, v cerkev, ki sprejema vsakogar, točno takšnega, kakršen je? Kdo v nas vidi tisto najboljše, česar včasih tudi pri sebi ne prepoznamo? Drage sestre, dragi bratje, bodimo hvaležni za jitre v našem življenju. Brez njih bi težko preživeli. Pomislimo na njih, blagoslavljajmo jih, kajti tako bomo blagoslovljeni tudi mi. Še nekaj smo prebrali, da je Mojzes prignal drobnico daleč v pustinjo in je prišel k Božji gori Horeb. Kot nikogaršnji sin, ki prihaja iz veličastnega Egipta, sedaj prihaja v družino nomada Jitra, ki na življenje gleda z drugačnimi očmi. Bistveno drugačnimi kot njegovi egipčanski vzgojitelji. Morda se Mojzesu zdi za malo, da mu njegov tast daje pasti neko nepomembno drobnico, ko pa bi Mojzes vendarle lahko opravljal kakšno bolj pomembno delo, morda v Jitrovi pisarni, v šotoru, kjer bi sklepal posle. Pardon. Mojzes se čuti zapostavljenega, odrinjenega, premalo cenjenega, premalo plačenega, pa se raje kar umakne daleč v pustinjo. Veste, beseda pustinja je še bistveno več kot samo puščava. Pustinja je odraz človekovega bojkota, bede, umika, pobega v izolacijo. V pustini ni vode, ni rastlinja, ni življenja. Pustinja ali puščava je zagotovo zadnji kraj na svetu, kamor bi se Mojzes ali pa jaz danes odpravila na razgovor za službo. V Svetem pismu pa puščava lahko predstavlja tudi kraj duhovne cerkve ali skupnosti, ko so Judje v izgnanstvu, ko tavajo, ker so se obrnili proč od Boga. In ravno v tej puščavi pridejo vase, se spreobrnejo. V bistvu sploh ni tako nenavadno, da Mojzes dobi nalogo, da pase tastovo drobnico, saj je to na nek način test ali predokus tega, da bo Mojzes nekoč res pasel ali vodil ovce oziroma Jude iz suženjstva v Egiptu. Tretja točka govori o srečanju v Božji pisarni. Zagotovo v drugi Mojzesovi knjigi beremo o najbolj nenavadni pisarni, kjer se dogaja razgovor za službo. Prebrali smo namreč: tedaj se mu je iz sredine grma v ognjenem plamenu prikazal Gospodov angel. Pogledal je in glej, grm je gorel s plamenom, a ni zgorel. Mojzes se znajde v Božji pisarni, na gori Horeb. Gora Horeb, dobesedno, če jo prevedemo, pomeni kraj opustošenja. Pri tem gre seveda za opis Mojzesovega stanja. Kdo od nas bi bil tako nespameten, da bi šel na razgovor za službo v kraj opustošenja? Sami bi se gotovo želeli pokazati v najboljši luči, skušali bi pomesti s konkurenco in zadnji kraj na tem svetu bi bil kraj opustošenja. Toda v tem primeru gre za sliko. Mojzes namreč v Božjo pisarno prihaja notranje zlomljen. Njegova duša je suha, opustošena, brez jasnega cilja. Toda Mojzes iz gore Horeb prihaja, a odhaja iz gore Sinaj. Mimogrede, to je ista gora, gre samo za vprašanje, iz katere strani jo gledamo, pri čemer, ko se povzpenjamo na goro Horeb, ki pomeni kraj opustošenja, odhajamo iz gore Sinaj, ki pa pomeni gora Boga in predstavlja kraj obnove, novih začetkov, kraj osebnega srečanja z Bogom. Ta kraj je nenavaden tudi zaradi nekega čudnega grma, ki kar gori s plamenom, a ne zgori. Kaj je pravzaprav goreči grm? Nekateri biblijski učenjaki in botaniki so zaključili, da je goreči grm kopriva, vendar koprive načeloma ne rastejo na takšnih sušnih področjih. Zato biblijski botaniki zaključujejo,
da gre za tako imenovano seno, ali kot ji pravimo tudi danes, aleksandrijska sena. Mimogrede, to rastlino najdete v vsaki lekarni, kajti uporablja se v zdravilne namene. Gre v resnici za trnati grm, ki zraste do 1 metra visoko, ima rumene cvetove, ki ob žgočem soncu res dajejo vtis, kot da gorijo. Zelo zanimivo pri vsem tem skupaj pa je, da je za besedo goreči grm v prebranem odlomku uporabljena identično ista beseda kot za goro Sinaj. Torej sena ali grm je enako Sinaj ali gora. Gre za tipično igro besed, s katero hoče pisec prikazati, da gre za kraj srečanja med Bogom in človekom. Gre za kraj odnosa med Bogom in človekom. Še več. Prebrali smo, da je Mojzes pogledal in glej, videl, da je grm gorel s plamenom, a ni zgorel. Gre za uvid. Sprva je pogledal, potem je videl. Pisec želi povedati, da je Mojzes prišel do pomembnega zaključka. Mojzes kot nikogaršnji sin, kot človek, ki prihaja na goro opustošenja, goro osebnega poraza, ki se počuti neustreznega, ki ne ve, kaj bi sploh zapisal v svoj življenjepis, se sreča s troedinim Bogom, ki se mu prikaže v obliki gorečega grma, pri čemer imamo omembo Gospodovega angela, grma, ognja, kar so simboli za troedinega Boga, ki se Mojzesu razodene na gori Horeb. In ta Mojzes odhaja z gore Horeb. Pravzaprav prihaja in odhaja z gore Sinaj in njegovo življenje nikoli več ni enako. Mojzes se odpravi na razgovor z Bogom. Tam pa naleti na nenavadno sceno. Les, ki ne zgori, to vendar ni logično. Mojzes ob tem uvidi in spozna še eno pomembno resnico. Trnato grmovje predstavlja grešnega človeka. To ni mogočen hrast, ki se ponosno dviguje v zrak, pač pa gre za sliko nepomembnega trnovega grmovja. Minljivost in gorljivost lesa je opomnik, ki ga Mojzes dobi ob srečanju z Bogom. In sicer se zave svoje smrtnosti, svoje krhkosti, svoje človeškosti. Po drugi strani pa imamo predstavljeno tudi moč ognja, ki predstavlja božanskost. Ker pa gre za goreč grm, torej les, ki v ognju ne zgori, ta ogenj in les hkrati predstavljata božanskost in človeškost. Na kaj pa nas to spomni? Gotovo na Kristusa, ki je učlovečeni Bog, sin obljube, Božji sin, Mesija in Bogo človek, ki prihaja v obliki človeka, nase prevzame Bog človeško naravo, torej ogenj in les, slika Kristusa že v stari zavezi, ki tudi umre na lesu križa. Mojzes ob pogledu na goreči grm, ki ne zgori, spozna, da ne glede na to, čez kakšne preizkušnje bo v življenju šel, bo ta ogenj deloval prečiščevalno, uničil bo samo trnje, ki pika in bode njegovo dušo, medtem ko bo grm ostal in ne bo zgorel, ne bo uničen. V tem res nenavadnem srečanju in razgovoru za službo Mojzes, ki je nikogaršnji sin, spozna, da ima pred sabo odprte še vse možnosti, da je za Božjo službo dovolj dober, da so Božji selekcijski postopki drugačni od človeških, da pri Bogu šteje pripravljenost in srce, ki je voljno skrbeti za drugega človeka. Veste, prva cerkev je v tem gorečem grmu videla tudi krščansko cerkev, ki kljub mnogim preizkušnjam in težavam ne zgori, saj je na njenem čelu sam Bog. Veste, tudi ni slučajno, da je omenjen trnjev goreči grm. Torej imamo les in ogenj, les, ki ne zgori, simboliko Kristusa, že v stari zavezi. Potem pa imamo še trnjev goreči grm. Bog, beremo v Svetem pismu, ni ustvaril trnja. Trnje se pojavi šele takrat, ko Adam zgreši. Saj ob izgonu v raj v prvi Mojzesovi beremo, trnje in osad ti bo rodila in jedel boš poljsko rastlinje. Nato se Mojzes sreča z Bogom v trnjevem grmu.
Čez mnogo tisočletij pa Jezus kot odrešenik sveta na svoji glavi nosi trnjevo krono. In to veste kakšno? Iz iste rastline, kot je omenjena v zgodbi o gorečem grmu. Zanimivo, kaj ne? Mojzes je prišel do tega uvida. Kaj pa mi? 4. točka, Mojzes je izbran za službo. Prebrali smo, da je Mojzes rekel, da sedaj pa mora stopiti tja in si ogledati ta res nenavaden grm. Bog Mojzesu postavi test, ki ga Mojzes zelo dobro opravi. Saj je zapisano, ko je Gospod videl, da prihaja gledat, ga je Bog poklical iz sredine grma in rekel, Mojzes, Mojzes, rekel je, tukaj sem. Mojzes ali nikogaršnji sin je pripravljen. Ne samo da vidi, ampak tudi sliši, se odzove na Božje povabilo. Bog mu dobesedno servira, služba je tvoja. Nato pa sledi res nenavadna zahteva, ko mu Bog reče. Služba je sicer tvoja, ampak ne hodi sem. Sezuj si sandale z nog, kajti kraj, kjer stojiš, je sveta zemlja. Nenavadna zahteva. Lahko bi rekli zelo nevsakdanja delovna obveznost. Si predstavljate, da pridete na razgovor za službo in vam vaš bodoči šef, delodajalec reče, da ste super fajn, ampak si morate sezuti vaše obuvalo. Gre za simboliko. Sandali ali obuvalo v Svetem pismu so bistveno več kot le kos usnja, ki ga nataknemo na noge. So simbol našega življenja. Ko Bog, kot bodoči Mojzesov delodajalec, Mojzesu reče, naj si sezuje sandale, mu s tem sporoča, naj vendarle odloži svoje staro življenje, življenje polno krivd, občutka nesigurnosti in naj se pripravi na novega. Bog namreč želi, da preneha s pasenjem Jitrove drobnice in prične pasti ljudstvo Izrael in zato si mora sezuti svoje sandale. Bog mu naroči, naj bo bos na svetih tleh, na svetem kraju. Božja pisarna kar naenkrat postane svet kraj. Kadarkoli imamo v Svetem pismu simboliko gore, puščave ter uporabljen hebrejski koren kadoš, ki označuje svetost, gre za sliko skupnosti, Božje prisotnosti, danes bi rekli cerkve. Bog želi, da je Mojzes bos, ker gre za simboliko, ki opisuje realno stanje in življenje človeka. Bog Mojzesu sporoča, da se ne rabi pretvarjati, imeti maske, lepih sandal, ampak naj pride prazen, bosonog, takšen kot je, poln grehov, krivde, osamljenosti, osebne obteženosti, opustošenja. Bog namreč želi, da Mojzes z bosimi nogami občuti dotik tal svete zemlje. Gre za opis najbolj intimnega odnosa med Bogom in človekom. In to je ta isti Bog, ki ga Jezus v priliki o izgubljenem sinu opiše kot vse sprejemajočega očeta, ki čaka mene in tebe, izgubljene sinove, da se vrnemo domov. Pa še en razlog je, zakaj Bog pred Mojzesa postavi to zahtevo, da si sezuje sandale. Naši sandali so simbol življenja, ki ga tlakujemo in zbijamo skupaj. To je življenje, ki nas hitro loči od Boga in od bližnjega. Če si Mojzes sezuje sandale, je to edini način, da bo občutil surova, neobdelana tla, polna ostrih kamenčkov, trde puščavske zemlje. Sandali nas sicer res, da lahko obvarujejo teh občutkov, vendar potem ne moremo stati na realnih tleh. Nismo več v stiku s trpljenjem drugih, nepravičnostjo, krivicami tistih, ki trpijo. Zato Bog želi, da si Mojzes sezuje sandale, da bo razumel drugega človeka, da bo razvil večjo empatijo do trpečih in da bo hkrati občutil radost lastnega odrešenja. Ko Mojzes to spozna, si seveda zakrije obraz, ker ne more gledati Boga, saj je v tistem trenutku spoznal veličino svojega delodajalca. Doživel je srečanje največje ljubezni. Doživel je srečanje z grmom, ki ne zgori, torej ljubeznijo, ki ne zgori in ki nikoli ne zmanjka. Ugotovil je, da za svojo službo potrebuje Božje oči, Božjo vizijo in svoje noge. Kakšno pa je plačilo?
Na koncu odlomka smo prebrali, da je plačilo za dobro narejeno nalogo to, da je Bog uslišal bolečine ljudstva, stopil dol, rešil ljudi iz rok Egipčanov, kar dobesedno pomeni rešil tebe, mene in vseh nas iz dežele greha. Mojzesovo plačilo, regres in dopust pa se kažejo v tem, da bo Bog svoje ljudi popeljal v lepo in širno deželo, v deželo, kjer se cedita mleko in med. Simbolika mleka in meda stoji kot kontrast proti zagrenjenosti in goloti oziroma brezplodnosti, ki je povezana s stanjem grešnosti. Mleko je namreč v Svetem pismu prispodoba za plodnost in izobilje, ki ga bomo uživali. Med pa predstavlja sladkobo življenja, ki ga jo lahko imamo v miru z Bogom in z bližnjimi. Drage sestre, dragi bratje, tudi mi smo danes postavljeni pred izziv. Morda se počutimo kot nikogaršnji sin, kot nikogaršnja hči. Morda prihajamo na svojo goro Horeb, našo lastno goro opustošenja, notranjega nemira, občutkov tesnobe, krivde, nesposobnosti. Toda iz te cerkve odhajamo, kot bi odhajali iz gore Sinaj, gore Božjega opravičenja in odrešenja. Ali bomo sprejeli to službo in z bosimi nogami občutili ljubezen Boga do nas samih in hkrati začutili stisko trpečih ob nas? Če bomo, dragi zbrani, vam zagotavljam, da naše življenje nikoli več ne bo enako. Amen. In mir Božji, ki presega ves razum ljudski, naj varuje vaša srca in vaše misli v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. In zaključili bomo s pesmijo, ki govori ravno o tem, da prihajamo takšni, kot smo.
Prejmite še duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in varuje. Gospod naj razjasni svoje obličje na teboj in naj ti bo milostljiv. Gospod naj obrne svoje obličje k tebi in ti da mir. Amen.